Gledate gorenjska poročila na GIF TV. V Kongresnem centru Brdo na Brdu pri Kranju je potekalo že 5. srečanje z županjami in župani slovenskih občin na temo turizma. Posvet so organizirali Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport, Slovenska turistična organizacija in Skupnost občin Slovenije, razprava pa se je pod sloganom Povezani zmoremo več in veliko bolje osredotočila na pomen sodelovanja lokalnih oblasti pri nadaljnjem razvoju slovenskega turizma. Ta v novem strateškem obdobju zasleduje vizije zelene butičnosti z nižjim odtisom in večjo vrednostjo za vse. Srečanje županja je bilo hkrati spoznavne in delovne narave, njegov osrednji namen pa spodbujanje intenzivne razprave in krepitev sodelovanja. Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han je poudaril pomen vloge občin pri soustvarjanju turistične ponudbe. Danes je bil predvsem namen seznanitev najprej z našimi plani, s plani STO-ja in pa s pogledi župan in županom in bom rekel, s temi pogovori bomo tudi regijsko še nadaljevali in potem na podlagi vseh teh pogovorov sprejemali odločitve, predvsem kar se tiče zmanjšanja nekih administrativnih ovir, da ne bomo sami sebi delali, bom rekel, preveč dela in drugo, da bomo res naredili takšne pogoje, da bomo še bolj uspešni. Direktorica STO magistra Maja Pak je izpostavila trajnost kot zeleno nit slovenskega turizma. V slovenskem turizmu imamo odlično vizijo zelene butične destinacije z večjo vrednostjo za vse. V tem smo vsi poenoteni. In veseli me, da smo danes že na 5. tradicionalnem srečanju župan in županom se pogovarjali, kako to vizijo čim bolje uresničiti. Kajti vemo, da za zadovoljstvo turista, za zadovoljstvo prebivalcev lokalnih skupnosti je potrebno narediti veliko. Zadovoljstvo je odvisno od mnogih dejavnikov v turizmu. In zato smo se veliko pogovarjali, kako nadgraditi organiziranost turizma, kako upeljati trajnostne prakse še bolj intenzivno, se pravi, kako postaviti še boljšo organizacijsko strukturo. Danes je bil namen se informirati, dati še neko prevetritev strategije. V nadaljevanju, v naslednjih tednih, mesecih bodo potekala intenzivne razprave na terenu skupaj z našimi partnerji, ki so vodilne turistične organizacije, z drugimi institucijami, vse v smeri, da bomo oblikovali še boljši, še bolj trajnostni turizem. Pomembno je povezovanje med občinami in državo. Dobra promocija, ki jo skupaj zagotavljajo država, turistično gospodarstvo in občine, daje rezultate, ki pozitivno vplivajo na razvoj turizma. No, mi smo že vrsto let vpeti, lahko rečem, v delo turizma in tudi zadnja leta aktivno sodelujemo, predvsem Slovensko turistično organizacijo, tudi z Ministrstvom za gospodarstvo. Kar nekaj stvari smo na tem področju uspešno rešili, to govorimo o e-poročanju, tudi turistično takso smo ustrezno uredili v zadnjih letih. Predvsem smo pa zadovoljni, da smo zadnjih 5 let tudi vsaj enkrat na leto na nekem srečanju. Do zdaj smo bili v bistvu kot vodilne turistične organizacije, tisti 35-36, no danes smo pravzaprav povabili vse, tako da so lahko se vsi udeležili. Problemov je kar nekaj tudi dobrih stvari, lahko rečem kot tudi župan ene bolj turističnih občin, sem zelo zadovoljen s tem, da delamo dobro promocijo v tujini, pač turizem prihaja v stare meje, ki so bile 2019, ko so bili zelo odlični rezultati in pa tudi tisti segment, ki se tiče same organiziranosti, je z takimi dogodki, kot je danes, prav gotovo plemeniten. Ste probleme, mogoče kakšni konkretni izzivi? No, gledajte, problemi so standardni, ki so v turizmu, vse občine smo pač sistem države. Glavni problem je bil celo zdaj nazadnje omenjen, to je letalski prevozi, seveda infrastruktura, za katero tudi sam lahko rečem, smo se vrsto let borili za izdelavo kolesarskih stez, ki zdaj množično tečejo po državi. Je pa res, da imamo neke nadgradnje, predvsem e-turizem bi radi nadgradili, dostopnost tega sistema naredili. Pač takšnih malih zadev je veliko. Važno bo pa tudi v bodoče, ne vem, če ste sledili tukaj, so župani omenjali, da bi radi bili še nekateri, predvsem tiste manjše destinacije, bolj vpete zraven, to imajo priložnost, prav gotovo, tudi STO bo zdaj poskrbel, da bo na terenu pokazal, kakšna organiziranost bo, sem pa 100% prepričan, da bo treba strategijo kar v kratkem, če ne rečem, prevetriti. Bila je zelo na hitro sprejeta, čeprav sem bil zraven in nekatere stvari bo prav gotovo treba spremeniti v zdajšnjo stanje.
Generalna direktorica Direktorata za turizem Dubravka Kalin je predstavila strategijo slovenskega turizma 2022-2028. Mi smo se želeli srečati z župani kot pomembnimi nosilci razvoja v lokalnem prostoru. Namreč nahajamo se na ključni pomembni točki, ko pravzaprav začenjamo izvajati ukrepe, ki so predvideni v okviru nove strategije slovenskega turizma 2022-2028 in pri čemer je seveda glas lokalnih skupnosti izjemnega pomena in preden se lotimo dokončnega koncipiranja, ureditve destinacij in tudi vseh ostalih ukrepov, smo želeli posvet župani tudi podati informacije in seveda pomembne pa so bile tudi njihove povratne informacije v smislu od tistih ukrepov, ki že tečejo.